Dragi moji, jaz sem rad malenkost zloben. In sicer 2 dni nazaj, ko sem imel hišno preiskavo, sem se odločil, da stestiram eno tehniko, ki sem se naučil od enih starejših robijašev na Dobu. In sicer, ko se znajdeš v situaciji, da hočeš preveriti, kje informacije, ki jih ti govoriš, puščajo, poveš te informacije na različen način, z določeno stvarjo, ki jo pozna samo en posameznik, drugmu poveš drugače, tretjemu drugače in tako naprej. In na koncu, ko se ta krog zavrti, ko ti zaveš, da je nekje prišlo nekaj, kar ne bi smel, ti točen veš, kjer posameznik je to informacijo dal ven. No, jaz sem to tehniko sprobal 2 dni nazaj na hišni preiskavi in na kraj pameti mi ni padalo, da se bo to tako odvilo. No, 2 dni nazaj, ko sem imel hišno preiskavo, ko so kriminalisti, bilo jih je veliko, pregledovali moje prostore, sem v določenih momentih tudi kdaj bil s kako osebo sam ali pa malo na stran in tako naprej in se pogovarjamo odprto o celi tej zadevi, rečem, vem, čigavo je to maslo, golob stoji za tem in tako naprej, čist ga razumem, ker toliko enih strank se hoče z mano povezati, vsi bi me imeli na svoji strani, ampak me ne morejo kupiti, ne morejo me podkupiti. In marsikdo je že bil klele pri meni v pisarni. In enemu od njih povem eno stvar, en podatek malo drugače. Rečem pa, se je bil Stevanovič pri meni isto v pisarni, mislim, da 27. januarja je bil pri meni v pisarni tukaj in smo se malo pogovarjali o politiki in tako naprej, se veste, vsi bi me imeli na svoji strani, ampak sem rekel, da ne želim. 27. januar. Enemu od njih sem rekel 27. januar, drugemu sem povedal nekaj drugega, tretjemu omenjam še ostale politike in tako naprej. Vsi so bili klepar men možni, z vsemi sem imel pravka, vsi me hočejo podkupiti, ampak me ne more. In vsakmu povem drugače. No, kaj se je zgodilo danes? Pa jaz ne moram verjeti, je to mož. Stevanovič meni pošlje screenshot od maila in reče, kaj je to? Dobil sem kao, da sem bil pri tebi 27. januarja v pisarni. In njemu zdaj nič ni jasen, a meni je vse jasen. In jaz se nasmejem, rečem, bom ti razložil, ni noben problem. V glavnem, 27. januar je bil datum, zaradi katerega sem jaz vedel, kateremu kriminalistu sem to povedal. In ta podatek je šel naprej do vrha ali do Goloba in pol do medijev. Se pravi, za tiste, ki ne razumete. En podatek, pomemben podatek in to je datum 27.1. Zakaj sem povedal ta datum, vam bom razložil malo kasneje. Se pravi, zdaj imamo dokaz, da iz NPU-ja uhaja informacije naprej. Se pravi, do direktorja, do glave, do prijatelja Golobovega, tega, s katerim sta v dogovoru, bom vam povedal tudi, kakšne obljube mu je dal Golob za prihodnje, v primeru njegovega odstopa, da bo mogel iti z tega položaja. In ta podatek je naprej prišel do enega izmed medijev. Stevanovič mi je poslal screenshot in jaz vam bom v naslednjem storju zdaj pokazal tale mail, da boste videli, da je omenjen ta datum 27. januar. No, zdaj pa, da gremo na ta datum. Zakaj je ta datum tako pomemben? Zato, ker v celi tej situaciji mora biti tudi neko ozadje, kaj se v bistvu tega datuma dogaja. In na nek način me zanima, koliko dobro bodo naredili kriminalisti iz NPU-ja domačo nalogo. A se bodo pozanimali, kaj se dogaja tega datuma ali ne. Tisti, ki me spremljate, veste, da sem 27.1. bil v Dubaju. 27.1. se je Repić nahajal sred puščave z G-klaso, izpumpaval gume, da sem lahko prišel ven iz peska, v glavnem in objavil to na story. Se pravi, Repića ni bilo sploh v Sloveniji.
Tako da, dragi moji, pomembno je, da v življenju se naučite funkcionirati pod pritiskom. Jaz sem se velikokrat v življenju opekel, naredil napake zaradi svojih naglih odločitev, ampak ful je pomembno, da razmišljate 2, 3, 4 koraka vnaprej in da ne zaupate vsakmu. In moram reči, da nisem pričakoval, da bo to dejansko šlo kam naprej, nisem pričakoval, da bo bilo kdo govoril z novinarji in da bo poročal o teh stvarih naprej, ampak kot vem iz mojih preverjenih virov, drugih virov, vem, kako te stvari uhajajo in vem, da je glava NPU-ja direktno povezan prijateljsko z Robertom Golobom in tudi v kratki, bližnji prihodnosti vam bom tudi povedal, kater položaj mu je obljubljen na Geniju. Zdaj sem že povedal. Jebemo miša. Tako da, v vsakmu sistemu, ne glede na to, kakšen je, a je bil narejen zato, da je neodvisen, da je samostojen, obstajajo, bom rekel, gnila jabolka. Tako kot v vsaki košari se lahko najde plesnivo jabolko. In kaj je pomemben? Pomemben je, da se zavedamo, da eno plesnivo jabolko lahko okuži vsa ostala jabolka v košari, če ga ta prav cajt ne odstraniš. Dejstvo je, da je naša policija zadnje čase zelo gnila in da je ogromen enih jabolkov v tej košari že plesnivih. Tako da, kaj bo policija naredila, kaj bo naš premier pred volitvami naredil, a bo kdo odstopil svojega položaja ali ne, pustimo se presenetiti, jaz jim nič ne zameram, konec koncev jaz bi tudi prijateljem svojim pomagal. Lihkar berem, kako je Janša objavil na Twitterju in izpostavil mojo aretacijo, celo gospoda Krčmarja in afero Fotopub in kako mediji zdaj reagirajo na vse te stvari, ki jaz napadam vlado in tako naprej in me probava diskreditirati. Ampak je izpostavil eno zelo zanimivo stvar in sicer ljudje so pozabili, oziroma tisti, ki me spremljate odprej, se spomnite tega, ampak se spomnite, koliko sem jaz imel zapovedati čez ukrepe v času korone, koliko sem jaz imel zapovedati čez samo delovanje vlade in Janše in tako naprej. Ko sem kritiziral Janšo, se ne spomnim niti enega medija, res je, da sem takrat imel manjši doseg, ampak da bi se kak medij spravil v bran Janši in kritiziral mene kot zapornika in da sem tak in drugač. Zdaj pa, ko kritiziram Goloba, zdaj pa vse narobe. Tako da vsi tisti očitki, da mene nekdo v ozadju financira, da napadam zdaj Golobovo vlado, so pač smešni. Jaz bom zmer kritiziral vsako vlado, ki bo delala sporne stvari, ki se bo posluževala nekih orodij, ki so po mojem mnenju nehumana, napačna, zmanipulirana in tako naprej. In to bom počel, dokler sem živ. Politično se ne bom opredelil za nobeno stranko nikoli. Povem vam pa, da vsakič, ko me bo kaj zmotil, bom javno govoril o tem. Tako da v času korone sem imel veliko zapovedati, bil sem proti cepljenju, bunil sem se čez neke represivne ukrepe strani Janše. V tem času zdaj, ko imam popravka z Golobom, sem pa očitno najebil kar žuti.